Dober večer, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Nocoj bodo bučke malce drugačne od tistih, ki ste jih vajeni. Pogledali bomo v zakulisje priprav na volitve in preverili, kaj se dogaja v političnem podzemlju. Videli boste nekaj brutalnih scen, boja za oblast in trgovine s pokvarljivim političnim blagom. Vse to boste v studiu pokomentirala kolega Štefančič in Lahovnik. Lepo pozdravljena. Dober večer. Žo! Predlagam, da začnemo levo od sredine, tam odkoder zadnjih 10 let prihajajo zmagovalci z novimi obrazi. Bo Miro Cerar dobil še eno priložnost ali Levica pripravlja novega džokerja? Poglejmo. Lepo zdrav, Milan. A si mi prišel? Pozdravljen, Miro, kako je? Ja, kar v redu. Se boš usedel? Ja, se bom usedel. Lahko tudi stojiš. No, kakor vam je ljubše, bom pa stal. Ni problema. A bi jaz lahko še en mandat dobil? Kakorkoli, tole sem ti hotel povedati. Ja, kar povejte. Strici iz ozadja niso zadovoljni s tem, kar počneš. Sprejemaš svoje odločitve. Sprejemati moraš odločitve, ki jih rečejo strici iz ozadja. Ja, pa to so take dobre ideje, pravno zavezujoče stvari, ki jih tudi Bruselj nam nalaga in to je potrebno sprejeti. Se mi zdi, da si dovolj pameten človek, da veš, o čem govorim. Ja, se vem. Boš kam smučati letos? Ja, to pa verjetno Avstrija, Italija, morda tudi v Francijo. Si že kdaj zapeljal iz proge? Ne. Vse v sneg? Ne. No, pazi, da se ti to ne zgodi. Pazljivo je treba smučati. Tako. Smučaš čelado? Ja, največkrat imam čelado. No. Tudi kakšne... Samo da vem. Ja. Si hotel še kaj povedati? Pravzaprav ne. Ne? Bi kaj zapel? Katero? Ne, že v redu. Ne. Ni treba. Ne bo. Kakorkoli, imej posluh. Boljši, kot si ga imel do zdaj. Pa ne za petje, saj se razumeva. Ja. Nasvidenje. Nasvidenje. Samo to sem še hotel vprašati. Kaj si hotel A vprašati? bom jaz dobil zdaj še en mandat? Nekdo drug je že v igri. Ja, pa ne bo Marjan. Pa ne more biti človek, ki reče baba žaba, žaba pa človek ni predsednik vlade. No, Milan. Res ne. Morda ni res? Ja, sej babe to Babo govori. nabutati pa kosu naklepati nikoli stran mržen cajt. Nasvidenje. Nasvidenje. No, vse kaže, da je tukaj bolj ali manj odločeno. No, meni bi všeč ta godfatherski moment, ne. Pazi, da ne zapelješ s proge, ne. Vrhunsko. Ja, to je samo še en dokaz, da arhitekti Levice delujejo po mafijskih pravilih. Tako kot so ga nastavili, tako se ga bodo znebili. Brez skrbi, hitro bodo našli drugega, takega z novim in še bolj nedolžnim obrazom. Ok, ampak a si ti tukaj opazil nekaj, kar je skregano z arhitekturo Levice, ne? Ne vem, kaj točno misliš. Ta vsemogočna Levica s sedežem v Murglah nam je na zadnjih volitvah potaknila desničarja, ne? Dej, nehi s takimi. A zdaj bo spet desnica kriva. V teh 4 letih se je skazalo, da Miro Cerar ni noben levičar, ne? To je dejstvo, ne? Pa tudi za vlado, ki jo bolj kot za minimalno plačo in človekove pravice skrbi za banke in kapital, bi najbrž težko rekli, da je leva, ne? No, dobro, predlagam, da se z leve premaknemo skrajno desno, tja, kjer prvi mož stranke SDS še vedno išče način, kako bi opral večjo količino nečesa. Poglejmo. Halo, Halo, recite, gospod Hitar. sem El Kurjadovo. Na telefonu recite. Tole vam gre slavone s tem ekipi. Ne? Imamo še vedno tega Tita v Velenju, imamo Kidriča v Loblan. Gospod, razumem, a ne moramo mi vse tako hitro narediti, niso vsi z bakra. A kako ni? Jeso tu železa, mogli smo dati na analizu trga delati analizo, a so vsi z bakra. Pa kaj iz kaj skroma tudi? Skroma vse kovine so železo, je težko je to vse pobrati tako v kratkom času, veste, gospod? No, zdaj, zakaj pa ne kradete več? Mi rabimo te zadeve, pa da jih dostavite na sedež naše stranke na Trstenjakovo. Na Trstenjakovo? Ja, Kaj bomo tam z njimi? oprati jih je treba, ne? A oprali bomo? Kako boste vi prali kipe, gospod? Ne gre to tako lahko. A veste, vsak marmorni kip je pod kožo bakren. Ne, gre za zadevo, da so kipi umazani in jih je treba oprati. Tukaj je ogromno smoga, sploh komunistični smog od naših bivših tovarn, bivše Jugoslavije, in je to treba sprati dol. Ne samo komunistični smog, tudi smog od prometa in to so stvari treba čistiti. Dobro, bomo vi to pripeljali, ne ve
kako boste vi to prali, ponavadi peremo nekaj drugega, dobro boste vi kipe prali, bomo videli trcenako preplano, zdaj pa boste bolj prali. Hvala lepa, gospod Ajdenbog. Hvala Dio. Pranje spomenikov NOB. Je tukaj lahko kaj spornega? Jaz mislim, da ne. Kolikor sem uspel slišati, gre za fizično osebo, ki je verjetno slovenski davčni zavezanec. Marcel? Glej, spomenik ima sam dva momenta, ne, ki ga ljudje zares opazijo. Ne. Prvič, ki ga postavijo, in drugič, ki ga zrušijo. Ne. Vmes pa pač služijo takim in drugačnim golobom, da serijo po njih. Ne. Ste se kdaj vprašali, kje čuvajo spomenike posvečene tranziciji in tajkunom? Poglejmo. Pozdravljen, Igor, kako je? Tukaj sva ti prinesla pomaranče oziroma, ja, tukaj imava mandarine, zdaj pa ne vem, a so mandarine, a so klementine. Mislim, da so mandarine. Ja, to mu pa zdaj ne morva dati, če ne veva, kaj so. Kako si pa kaj drugače? Jaz sem v redu, pa videla drugače, kaj je. V redu, dobro. Kako je kaj v zaporu, kaj se dogaja? Fajn, vidimo, kaj rabta. No, kaj rabiva, kaj pa kaj ponujaš? Tlele vidim, da te težave z drugim tirom. Jaz lahko zadihtam, tlele imam prijatelja z Bosne, ki ima železo nekaj ene. Oho, ja to bi pa lahko, potem bi pa ta tir bil bistveno ceneje. To je pa pozitivna informacija. Vesel sem takšnih informacij. Še kakšna informacija? Ja, kilometer je približno 100 evrov. Borut, sem ti rekel, kam morva iti. Sem ti rekel, da morva priti Higorju v zapor. Mem prita, ne, jasno. Rabto je tudi kakšno državljanstvo, recimo, kakšen švicarski pasoš. Načeloma ne, jaz s tem nimam problema. Ponosen sem na to, da sem Slovenec in to je dovolj. Ja, mogoče pa kakšnega črnogorskega ali pa bosanskega. Nema ništa sada na pasože, tešina, može Igor, ideš da za tuširanje ide. Moramo nehati, fantje, imamo zdaj tuširanje, stari milo. Potem pa vso srečo. Lepo bodi, Igor, pis ljubav Bog. Se vidimo, čez kakšni 2 leti. Je res, kar pravijo, da pravi lopo postane šele v zaporu? Valjda, sam v zaporu si lahko cimer strokovnjaka za davčne utaje in pa pranje denarja. Ne. Jaz sem prepričan, da bi bila finančna konstrukcija drugega tira, če bi jo pripravili gangsterji iz Doba, 3-krat cenejša in bolj poštena od tiste, ki jo je pripravila vlada. Ko smo že ravno pri denarju in poštenju, predlagam, da si ogledamo še eno poučno zgodbo o lepljivih prstih. Zoki, zdaj mi pa povej eno stvar. Kako ti za vsako stvar dobiš provizijo? Pa kva rečeš? Čakaj, zdaj odvisno, da kaj gre, a gre za avtoriteto lokala, ne, a gre za obnovitev ceste, ne, zdaj odvisno, če imaš obnovitev ceste, to je že 10% že... No to je, ampak še 10%, pazi, gradimo cesto, 10% grete, kako to rečeš? Reče, 90% želite v ceste, že 20 dobiš, ne. Kako? Čakaj, jaz rečem, da je obnovitev ceste, že 10% želite 20. A ja. Tako je pa to. Ja. Zoki, še nekaj me zanima. En moj zelo dober prijatelj bi rad odprl v lokalu v Ljubljani. Kakšni so pogoji? Da pa gre za 20%, ne, tukaj je ta problem. No, ampak jaz sem mislil, da bi potem ta lokal naredil, jaz kot, mislim, on bi naredil, no, mislim. Ne, čakaj, a ti hočeš lokal, ne? Ja, jaz bi res lokal odprl. Tebi da 5%. 5% računam, ne? Torej, Zoki, meni ti ne boš imel 5%. Ja, če kako ne, da od neke provizije boš živeti, ne? Zoran, če ne bi bilo mene, še danes bi Viličarja v Merkatorju vozil, pa ne, tudi Viličarja ne bi vozil, že danes bi na meji bil, ja, brez vizuma. Ne, pa da pa gratis, ne? No, to je pa lepo slišati. Vedel sem, da se bova zelo dobro zmenila. Itak, in Mila, od tebe sem vedno. pričakoval to. Ti bila redo prošnjo imam, ne. Letos so te nove lokale volitve, ne, pa zdaj, da bi spet te svoje podpornike, ne, od Predina, teh naprej, ne. Ne. Badifiko. Ne, to so igralci, so se vsi prodali v tujino, so šli v tujino igrati. A ja? NBA. V NBA, došel v NBA. Vsi so šli v NBA. Ja, dobi je pa vstal, ne, da imam te, ki bo rekel, ne, da bo dal podporo bez Zore Jako, če za župan Besle oče Ljubljani. Na kup boš najhitreje dobil podizvajalce, ki so še niso bili plačani. Ti boš najhitreje dobil na kup. Aha, pa še kje se da zrihtati? Ne vem, Modrijane ti lahko tu zrihtam, če češ. No, evo zakon. Zbede. Meni se tukaj v tem primeru zdi skrajno nenavadno, da učitelj svojega učenca sprašuje, kako se jemlje provizije.
To je isto, kot če bi jaz svoje študente spraševal, kako se predava menedžment. No pa lahko župan Janković po vseh teh aferah dobi še en mandat. Brez problema, ne. Jaz ne bi bil tako prepričan. Lej, njegova zbrana dela ljudje kupujejo, nimaš kaj, ne. In to ne glede na očitke o korupciji, provizijah in seksu v zameno za službo, ne. Zgleda, da so ta etična merila za njegove volivce dovolj visoka, ne. Gremo naprej. Naslednji primer je Karel Erjavec. Izkušeni diplomati pravijo, da je v zunanji politiki napravil več škode kot Dimitrij Rupel v trgovini s porcelanom. Ja, kaj si hotel vprašati? Ja, hotel sem te vprašati, čist tako na štiri oči. Prosim. Mož moža, mano a mano. Ja, prosim, A sem jaz dober zunanji minister, kaj bi ti rekel? Ne gre ti, Erjavec, ne gre ti, popuščaš. Mislim, sama diplomacija ne more tako iti, da ne govorim o tem, ne znaš ne tujih jezikov, ne gre tako. Trudim se, Ti moraš drugače pristopiti k stvari. Kako? Lej, ti tukaj moraš počakati, vartan. Počakati moraš, da Hrvaška pusti Istro, da se odcepi. Ja, se že 25 let čakamo. Kaj naj še, koliko Zunanja diplomacija se čaka, ne 25 let, 50 let, 100 let, 150 let. To je treba dolgo počakati. A bom jaz takrat reče zunanji minister? Ja, po vsej verjetnosti še tako delal, kot do zdaj 300 leti ne uide. Ja, zdaj si pa. Aj tebe? Hvala Bogu. Si so ga Hrvatje poslali 100%. To je pa dober, da mene ni zadev. Matej, kaj je bilo tako smešnega? Se opravičujem, ampak mene je tale scena zelo spominjala na risanko Pipi in Melhiat, mali in veliki pujs. No, Marcel, ali obstaja kakšna filmska zvrst, kamor bi lahko vrstili našo zunanjo politiko pod ministrom Erjavcem? Težko, ne, to je nekaj med črno komedijo, burlesko, self in pa filmom katastrofe, ne. Okej, dej, če bi bil na mestu Erjavca George Clooney, ne, ne bilo nobene panike, ne, on bi nas izvlekel brez problema, ne. Tako pa imamo amaterja, ki svoj lik gradi na popularnosti, imamo scenarij, ki ne pije vode in režijo, ki sloni na improvizaciji, ne. Poglejmo zdaj, če si največja opozicijska stranka na naslednjih volitvah lahko privošči nov poraz. Ja, Branko, kaj bomo zdaj naredili? Janeza je treba nekako odstaviti. Ja, lej, si Mi smo kot vidiš. stranka zelo priljubljeni, ampak nekako z njim ne steče tako, kot bi moral. Ja, lej, si odpri Cajtank, ali je naš ali je Talev, vedno je on od njegova izjava, nikoli ni Branko Grims, nikoli ni Vinko Gorenak. Ampak se pravi kaj, da bi ga kam poslali nekam, ne? Ja, Nekam na Mont Blanc ali pa... ne, to je predrago. Pol bojo rekli volivci, da smo zagonili denar za to, da smo Janeza poslali gor na Kanchenjungo, ko si rekel sam. No. Na kaj pa čakam, ratam jaz predsednik, pa bi pol bil ti podpredsednik. Ne, kaj pa če bi ti... Ne, jaz bom predsednik... Ne, če si ti predsednik, jaz ne moram biti podpredsednik. Če sem jaz predsednik, si ti lahko podpredsednik. Pa sem jaz podpredsednik, pa ti... Ne, kaj pa če sem jaz predsednik, pa ti podpredsednik. Če sem jaz predsednik, ne moreš biti ti predsednik. Če si ti predsednik, jaz ne moram biti podpredsednik. Ja, pa jaz hočem biti predsednik, ampak ti tudi hočeš biti predsednik. Ja, pa Janez tudi hoče biti predsednik. Ja, on hoče biti skozi ta glaven. Alo, Vido, vse slišim, vse vidim, vse vam zapisano. Janez vse sliši, vse ve. Janez je vesolje, on ve vse. Tudi svetlobo pozna. No, kot vidimo, zarota nikoli ne počiva. Takih poskusov je bilo v SDS že kar nekaj in doslej so se vsi klavrno končali. Je pa nekaj res. Če Janez Janša na državno-zborskih volitvah ne zmaga, se bodo taka in podobna razmišljanja v stranki samo še ukrepila. In kako se lahko to konča? Okej, tukaj je odprtih več opcij, ne. Prva je ta, da Janša po neuspehu na volitvah udar prvi, ne. Napravi čistko, se znebi upornikov in s trdo roko vlada še naprej, ne. Druga opcija je, da gre počasi v penzijo in svoje mesto prepusti Grimsom pa Gorenjakom, ne. Tretja opcija pa je, da po zgledu NSI tudi SDS najde svojega kurca, ne. Na politično sceno prihajajo novi in novi obrazi, no vračajo pa se tudi stari preverjeni kadri. Poglejmo, kaj ponujajo. Vi se zanimate za to moj traktor, a? Ja, to je zdaj kvajtezen model. To je Štajer. Štajer? Samo ti povem naprej, 50 jurjev je cena, ne je več čas zadnja cena. Ki mi hodijo tu cele dneve, pa bi radi handlali, glej, 50 jurjev ali pa adijo. Mal daš je, viš, ten traktor. Glej, jaz tu spomine zraven prodajam.
Veš, koliko plugov sem jaz tu vrstar? Gdje me povej, Kangler. Gled, Ti če nimaš na... traktor, recimo, ne, če grem jaz punil, Ja, pa če je radar, Ja. koliko verjetnosti je, da bom na radar nabasal? ja, če boš Rigvard spalo, te ne. Gled, da nam cajta zgubo, če nimaš nora, imam tam svije. Za prodače. Prašiče pa kupuj, No, tisto ni taka cena. Gled, jaz zelo lepo z njimi delam, malo se jim gobec naguba in že na botok spelam. Jaz res imam tu odnos do živali. Ti Še pa- dale lama mi je rekel. pa tu se... Ne, zmenimo se, ene, to za če je onega na sredini za odojek. To te gledat boljšeg nimaš. Čakaj, a tu je drugač dober futer, Dobro da niso futer. kakšne pa mije noter. Pa gled, to je avtohtona mariborska sorta. To je E? samo pri nas, pri meni je vzrejeno. Vse so prekorite. A beže, se prav prvo se pol korita menjajo, pa svine ostajajo. Točno tako, kot v državnem svetu, čisto isto. Sem postavil isto okolje, kot v državni politiki tu. Ja, Tu imaš 3 ure, po komadi pa moram iti. pa so to so... Dobro, da, veš, kaj, vidim jaz takih Krajne. vas je že bilo danes 30, tu vse ste vsi neresni. Priješ pa denarja nimaš, grem jaz. Fajn bo. Ja, kaj že, prodal to traktor? Ma grem, če sem ti rekel, da grem v državni svet. Če nimaš, če me zbazarirate cel dan vsi. Kaj kaj pil? Ne vam nič. Pol pa adijo. Seveda s traktorjem in svinjam kaj spremeniti v politiki. Lej, vedno se da koga potegniti z drekane, zato ni nikoli prepozen. Me pa malo skrbijo te novi obrazine. Zakaj? No, najprej se pojavijo kot feniksi, potem pa vsi po vrsti vedno znova obtičijo na relaciji dolina Šentflorjanska, Blatni Dolne. To pa je zato, ker ti tako imenovani novi obrazi hitro padejo pod vpliv stare politike, kar je po eni strani logično, saj jih je ta politika nastavila. Po drugi strani pa se sprašujem, kako to, da volilci sami ne prepoznajo te prevare. No, mogoče zato, ker med obstoječimi visokoetičnimi strankami ne najdejo neke pametne izbire. To tezo dominantni mediji upevate pred vsakimi volitvami. Pol pa ni čudno, da vedno znova dobimo mačka v žaklju. No, na koncu je vse odvisno od financ. Koliko denarja, toliko muzike. Hej, Zoran, jaz sem te zdaj prišel nekaj vprašati. Ta tvoj komad, bolj star, bolj nor. A veš? Končujem en komad. Ja, prav. Lej, Kaj tukaj ti je bolj bolje? star, bolj nor. Da. To bi stranka Desus vzela za svojo himno, pa me zanima, koliko to stane, da prevzamemo avtorske pravice pa vse. Sam to mi povej. Poceni, če bi ti dal komad Zadnja večerja, Lej, lahko se pa eno zmeniva kitico, tako. pa drugo kitico, bolj star, bolj nor, vsako za 15. Lej, jaz ti dam 2 upokojenca, da ti bosta ozvočenje. Zraven pa dobiš še vers od Moja mama je strela, če ti pa to ne bo všeč, lahko vrneš v 2 tednih. Ja, Če pa pokličeš v naslednjih 3 urah, pa lahko dobiš še en vers od komada Sonček je. V redu. Brez ti si skuštrana, samo Sonček je, pa Moja mama je strela, pa na koncu to bo tebe, čeprav ne, fakt, to ni moj To ni tvoj komad, ne. Poj pa zmenja. Pozabi, to ne bo dobro. Ne, v redu. Lej, daš mi to in Kaj sva pa, zmenjena. prodam ti pa ljudsko pesem. Ljudsko pesem, ki pravi tak, čez dolgih 7 let se bova videla spet. Ja, zanimivo. Evo, zmenjeno. Pridem čez 7 let. Tudi če ne. Si lahko predstavljate naslednjo vlado Brezarjavca? Zelo težko, ne, on se je navadil na to, da ga kliče gospod minister, ne. Jaz mislim, da ga tudi žena in pa otroci doma kličejo minister, ne. Če mu to vzamejo, se bo dejansko zgubil, ne. Kar pomeni, da se upokojencem slabo piše, ne. Karel Erjavec bi bil idealen minister za pop kulturo.
rad nastopa, kamere ga imajo rade, popularnost mu godi, to pa da od predina kupuje Lovšinovo muziko, pove dost o njegovih referencah. Spoštovana gosta, hvala za vajine komentarje. Nikaj. Jaz upam, da sva bila koristna, ne? Cenjeni gledalci in gledalke, gledali ste posebno izdajo Bučk. Vidimo se spet naslednjo soboto, ko bodo na sporedu običajne izmišljene novice. Lahko noč in miren spanec.